Danes se nadaljujejo preiskave v zvezi s posli Zorana Jankovića pri projektu športnega centra Stožice. Včeraj so preiskali še 5 ljudi, med njimi tudi oba Jankovićeva sinova Jureta in Damjana. Preiskovalci bodo raziskali tudi prodajo zemljišč, ki niso povezana s projektom Stožice, preiskujejo pa tudi tokove denarja, ki so jih podjetja vpletenih imela s tujino. V državnem zboru obravnavajo zakon za krepitev stabilnosti bank. Po tem predlogu bi ustanovili novo družbo, ki bi prevzela slabe bančne terjatve. Te znašajo od 3 do 4 milijarde evrov. Pokrili bi jih z izdajo obveznic, država pa bi za ta obseg sredstev izdala poroštvo. Da je zakon pravno slabo izdelan, ves čas opozarja Banka Slovenije, prav tako v opoziciji, kjer vladi očitajo še, da pomembne odločitve sprejema v naglici. Socialni partnerji v pogajalski skupini za reformo trga dela razpravljajo o novem predlogu oblike zaposlitev, po katerem bi bilo obdobje zaposlitve le 1 in ne 3. Nezadovoljstvo s predvidenim konceptom enotne pogodbe sta že ob začetku pogajanj izrazili tako delojemalska kot delodajalska stran. Delodajalci so predlogu očitali premalo prožnosti pri zaposlovanju in odpuščanju, sindikati pa premalo varnosti. V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin septembra zvišale. Mesečna stopnja inflacije je znašala 1,1%, je danes v prvi objavi sporočil Državni statistični urad. Na letni ravni je bila rast cen 3,3%, največ za 0,8% točke so na mesečni ravni inflacijo zvišale nove cene v skupini obleka in obutev. Obleka se je podražila za 14,4%, obutev pa za 6,3%. Pametni mobilni telefon z oznako iPhone 5 je od danes na voljo tudi slovenskim uporabnikom. Družba Simobil je vrata svojih poslovalnic v središču Ljubljane in Maribora odprla že ob 6. uri. Najbolj vztrajni pa so pred poslovalnicami na nakup težko pričakovanega telefona družbe Apple čakali že precej prej. Na voljo je bilo 40 telefonov, samo v Ljubljani se je zbralo okoli 100 ljudi. Prvi med njimi je pred poslovalnico na Čopovi čakal že od sinoči od 19. ure. Jutri bo spremenljivo oblačno vreme, na zahodu se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. V vzhodnih krajih bo večinoma suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 20 do 26, v severozahodnih krajih od 18 do 20 stopinj. V nedeljo bo večinoma oblačno, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Na severovzhodu bo večinoma suho, drugod bodo krajevne padavine, deloma plohe. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Le s kapljico krvi do natančne diagnostike celiakije. V Pernici bodo končno dobili nov sodoben vrtec. V Mariboru danes noč raziskovalcev. Bodite z nami ob 18.